Ovni, lepo pozdravljeni na kanalu Tea Tarot. Z vami sem Tea in v tem videu bom za vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec januar 2021. Jaz sem karte že lepo zmešala za vas, tako da bomo kar začeli. S temi kartami bomo pogledali splošne energije za vaš mesec, mislim za mesec januar in za vsak teden posebej. Zdaj, preden začnem, bi rada samo še povedala, da so to splošne napovedi, tako da ni nujno, da vse namenjeno točno tebi in tvoji situaciji. Sprejmi tisto, kar se ti zdi, da se posveti s tvojim življenjem, in vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, ne vem, kaj je bilo to. Okay. Ovni, v mesecu januarju vaša splošna energija karta smrt. To pomeni, da zaključujete neko pomembno obdobje. Pravi, nekako januar bo za vas zaključevanje nekega obdobja, mogoče neka izkušnja se bo zgodila, ko bo od vas zahtevala, da nekaj zaključite, da se spremenite, da spremenite vaš način razmišljanja, vaš način obnašanja, mogoče do neke situacije, do neke osebe. Bomo vse še bolj natančno pogledali, tako da brez skrbi. Evo, v prvem tednu imamo šestico novcev. Se pravi, prvi teden bo nekako v znamenju tega, da boste nekaj prejeli. Nekaj boste dobili, mogoče kakšen finančni priliv, mogoče kakšno tako lepše darilo ali pa neko pomoč, ki vam bo pomagala, da nekako dosežete te vaše cilje, karkoli pač so. V drugem tednu imamo dvojko novcev. Zdaj, glede na to, da imamo že dve karti novcev, lahko to pomeni, da se vaše življenje zdaj predvsem obrača okrog financ in kariere. V drugem tednu je torej videti nekako, da boste imeli nek cilj pred sabo, ampak bo vse še zelo nestabilno. Nekako boste imeli občutek, da hodite proti cilju, ampak kot da se vam vse nekako, kot da pot nekako ni jasna, nekako čutili boste neke nasprotujoče si energije, recimo. Potem imamo še enega novca, paž novcev. V tretjem tednu lahko začnete nekaj novega, nek projekt, ki ga mogoče, tukaj se bo mogoče zgodila tale transformacija s to smrtjo in potem smrt seveda ne pomeni dobesedne smrti, to upam, da že veste, sploh če spremljate moje dnevne napovedi. V glavnem, v tretjem tednu se začne nek nov projekt, tukaj se vidi neka sveža energija, polni boste nekega zanimanja, predvsem boste tle iskali kakšne nove veščine, nova znanja, nove talente mogoče, nekako ja, zaenkrat bi to, kaj bi to povedala. Potem v četrtem tednu pa imamo karto sonce. Definitivno zelo lep zaključek tega meseca. Nekako vidim, da se bo ta energija tukaj lepo obrestovala. Smrt vedno prinaša s seboj nekaj lepega in to je tudi videti v tej karti sonce. Ok, poglejmo zdaj malo bolj podrobno, da vidimo, kaj nam te karte sporočajo. S temi kartami bomo pogledali v bistvu neka konkretna dogajanja, kaj točno se bo dogajalo na podlagi teh energij, ki jih imamo zdaj tukaj. Tukaj imamo kot osrednji dogodek tega meseca trojko novcev, še eni novci, se pravi, to imamo že četrto karto z novci. Jaz mislim, da se tukaj pri vas ovni v glavnem se dogaja okrog neke kariere, okrog, tukaj imamo še ene novce, okrog financ, ampak v glavnem mislim, da je to neka poslovna pot za vas trenutno najbolj v ospredju. Poglejmo še te karte, s temi kartami pa v bistvu vidimo, kakšne lekcije nas čakajo. V bistvu, kakšne so naše lekcije, zakaj se nam dogaja to, kar se nam dogaja in kaj se moramo iz teh dogodkov naučiti. Ok, kot osrednjo lekcijo tega meseca imamo svečenika. Torej, definitivno morate spoznati dobiti neko znanje, neko pomembno informacijo, ki vam bo pomagala v bistvu
doseči nek uspeh na kariernem področju, da vam bo pomagala nekako, tudi če ni karierno področje, nič hudega, recimo, če je za odnose, če imate največ izzivov trenutno v odnosih, v partnerstvu, lahko to predstavlja v bistvu neko tradicijo. To je lahko tudi recimo poroka, ampak ne bi rekla, da ker to je nekako kot lekcija. Tukaj bi rekla, da je neko lekcijo odnosov, kako nekako ustvariti neko mogoče boljšo harmonijo v odnosu, ali pa če ste samski, kako v bistvu sploh priti do nekega partnerstva ali kaj takega. Bomo še to malo bolj natančno pogledali, definitivno tukaj še nam ni čisto, nam ne more biti čisto jasno, kaj se bo dogajalo. Poglejmo dogodke za prvi teden. Imamo as mečev narobe obrnjen, cesarja narobe obrnjenega in trojko palic narobe obrnjeno. Če vam še takole pokažem. Se pravi, glede na to, da imamo tukaj šestico novcev, nekaj boste dobili in to je verjetno tale as. S tem darilom oziroma s tem, karkoli bo to, ni nujno, da je materialno, lahko je tudi neka ideja, nekaj boste prejeli, neko razjasnitev. Nekaj se vam bo v življenju razjasnilo, kar vam bo dalo tudi večjo moč in odločnost za naprej. Tukaj vidite, da boste ponosni, nekako cesar narobe obrnjen je dostikrat pretirano nekako odrezav, pretiran glede pravil in strategije, nekako tukaj boste zelo nekako osredotočeni v neke strateške korake, nekako mogoče neke korake v smislu, kaj moram narediti, da nekaj dosežem. In vidi se, da na koncu prvega tedna boste nekam prišli, nekaj boste dosegli, ampak ker so vse tri karte obrnjene narobe, imamo tukaj še vedno ful blokad, ne bo še vse šlo tako gladko, kot bi si želeli. Bomo pa zdaj takoj pogledali, kaj je lekcija tukaj in zakaj se dogaja to, kar se dogaja. Imamo cesarico in paža novcev. Cesarica tukaj sporoča, da mogoče bi se mogli ovni nekako bolj poudariti ženstveno energijo. Moška energija, torej taka delo, strategija, pravila, red, vse nekako gladko poteka, ženske pa so bolj materinske, bolj nežne, bolj čutne in nekako jaz mislim, da bi tukaj to energijo mogli malo bolj nekako poudariti v vašem življenju in tudi nekako malo bolj otroško pristopiti do vaših, pač do vseh izzivov, ki se z njimi soočamo v življenju, nekako bolj lahkotno in svobodno, nekako bolj optimističen pogled na vse dogajanje. Bomo pogledali takoj še naprej, da vidimo, okej, pol imamo pa spet as novcev obrnjen narobe, imamo, mislim spet, ampak spet so novci, in sicer as novcev obrnjen narobe, imamo trojko kelihov obrnjeno narobe in sedmico palic obrnjeno narobe. Zakaj imate vi ovni tukaj vse obrnjeno narobe? To pomeni, da bo pri vas precej nekih blokad. In to je ta smrt. Jaz mislim, da tukaj v tretjem tednu oziroma mogoče celo konec drugega tedna se zgodi ta preobrat. Torej prva polovica bo nekoliko bolj, ne bi rekla zoprna, ampak bo precej še neke energije vas bodo ustavljale, nekako ne bo vse šlo tako, kot bi si mogoče sami želeli. V drugem tednu pa se zgodi spet boste nekaj dobili. Tukaj pa gre bolj za materialno stvar. To je lahko finančni priliv, lahko je kakšna materialna stvar, ki vam pol pomaga nekako do ciljev, in vidi se tudi neko praznovanje. Ker je karta obrnjena narobe, gre tukaj lahko gre v bistvu za praznovanje teh uspehov v nekem ožjem krogu ali pa jaz bi rekla, da se tle lahko pojavi še neka dodatna oseba v ta vaš krog, lahko pride neka dodatna oseba, ki bo delovala
ki bo delovala nekako nekaj, kar vi potrebujete, ampak kot da se bo na koncu izkazalo, da vas ta oseba nekako želi nekako omejevati, na tak ali drugačen način vam želi nekaj preprečiti. Ampak kot vidim, tle se ne boste, ovni, se ne boste dali, ne boste dovolili, da vam kdorkoli tukaj nekaj, da vas kakorkoli ustavlja. Ok, kot lekcijo imamo trojko src, trojko mečev in petico palic. Definitivno drugi teden bo zelo konflikten, neka bolečina srčna, neko razočaranje. In to bi rekla, da je po mojem točno ta oseba. Ni nujno, da je to neka nova oseba, lahko je to nek prijatelj in lahko je to celo oseba, ki vam tukaj nekaj da. Nekaj vam da in potem s tem dobi občutek, da lahko da ima neke pravice, da nekako sodeluje z vami, mogoče vam pomaga, mogoče da vam daje neke konkretne napotke, ampak vam te napotki ne bojo všeč, ne bo vam všeč odnos do te osebe in čeprav na začetku je videti, kot da boste zadovoljni s to osebo, nekako vam bo pasala v vaši družbi, pa se potem v bistvu hitro pojavi neko razočaranje, neka bolečina in tudi konflikti s to osebo ali pa znotraj vas samih. Tukaj boste nekako, jaz tle vidim, kot da boste nekako razočarani, ampak vse to se dogaja z nekim dobrim namenom, zato ne biti preveč pesimistični v tem tednu. Tukaj imamo seštevek teh dveh kart, nas poveže s karto moč. S karto pravica, pardon, kar pomeni, da v bistvu ta izkušnja bo postavila neke ravnovesje. Ta oseba, če je tukaj kakšna oseba, ki se bo izkazala kot neprimerno, je mogoče že nekaj časa del vašega življenja, ampak čas je, da jo pustite za sabo. In včasih se tako zgodi, da če tega nekako sami ne dojamemo, se potem zgodijo neke take okoliščine, ki nas same porinejo v to in ja, tisti moment se nam mogoče zdi kot konec sveta ali pa si zelo jemljemo k srcu nek odhod ali pa nekaj, ampak kasneje potem ugotovimo, da se je to zgodilo z nekim dobrim namenom in verjamem, da bo to tudi pri vas, ker imamo tukaj že paža novcev, ki že tako ali tako napoveduje nekaj lepega. Poglejmo, kaj točno. Imamo štirko novcev narobe obrnjeno, imamo karto moč in imamo karto kraljico palic narobe obrnjeno. Ok, to, kar boste na novo začeli, ta neka vaša pot, neka kariera, mogoče na novo začeli v smislu brez tega partnerja, brez te osebe, ki se tukaj nekako, ki vam je tukaj dala neko bolečino, je videti, da boste nekako zelo zadržani zase. Tale izkušnja iz prejšnjega tedna vas bo nekako povlekla vase in nekako boste bolj previdni pri nadaljnjih korakih. Ampak že kmalu pol boste dobili moč, boste dobili nov zagon, boste vedeli, začutili boste, da ste na pravi poti in dobili boste tudi vso samozavest, da boste to speljali tudi brez pomoči te osebe. Oziroma brez karkoli, zdaj, ker tle je lahko tudi kaj drugega, ni nujno, da je to neka oseba, ne, zdaj, trenutno mi nič ne pade na pamet, kar bi še lahko bilo, ampak videti je, da potem tudi ta kraljica palic, da je ponosna na koncu tega tretjega tedna in se ozira v preteklost, kar pomeni, da boste v bistvu ponosni, da ste uspeli to izpeljati tudi brez te osebe ali karkoli se je dogajalo v tem drugem tednu, se pravi brez te pomoči ali pa kljub vsem tem oviram, ki so vam prišli na poti, boste ponosni na vse dosežke in nekako boste s ponosom gledali nazaj v preteklost. Poglejmo lekcije za tretji teden, tukaj imamo pravico in imamo štirko mečev, se pravi, tako kot sem, evo tukaj, ne, imamo seštevek kart, 3 plus 5 imamo 8 in to je karta osmica pravica, o tej karti sem prej govorila in zdaj ravno padla ven, tako da to je samo neka potrditev, da
kar govorim, da je nekako točno. Tukaj se potem v bistvu vse to postavi v ravnovesje. Ta izguba oziroma ta neka situacija, ki vas bo nekako čustveno prizadela, vam bo pravzaprav pomagala, da stopite korak naprej in se potem tukaj vse uravna. Pomembno je pa da na koncu tedna tudi spoznate, da je čas, da se mogoče malček umirite, da zadihate, da greste, da ustavite svoj korak in da nekako dojamete, kaj vse se je zgodilo. Dobesedno, da se umirite in da spoznate, da ste dovolj močni in da lahko dosežete, kar si želite in da vam je nekaj tudi uspelo. In potem v 4. tednu, ko imamo karto sonce, imamo 8 novcev narobe obrnjeno, imamo paža palic narobe obrnjenega in 5 kelihov. Zanimivo. Ok, tle vse 3 figure so obrnjene v preteklost. Kar pomeni, da boste nekako še vedno vpeti v preteklost tukaj. Zakaj? Ne vem. Bom jaz kar pogledala še tukaj tele lekcije, da vidimo malo bolj. Aha, imamo 9 palic in kraljico novcev. Koliko novcev imamo tukaj? Ful. Definitivno je nekaj tle na področju kariere in financ za večino ovnov. Se pravi, tukaj boste potem v 4. tednu je videti neke lepše energije in tudi zagon. Zagon boste dobili za delo, nekako poglobili se boste v te vaše talente oziroma vaše karkoli pač počnete, neka zanimanja in tukaj boste nadgrajevali svoje znanje in svoje sposobnosti. Videti je, da boste nekako da boste nadgradili to svoje znanje, ampak nekaj iz preteklosti vam še ne bo dalo miru. Nekaj iz preteklosti in mogoče ta situacija iz 2. tedna vam bo še vedno povzročila neka obžalovanja, nekaj boste še vedno ovni čutili, da vam nekaj manjka, ampak to je samo neka lastna negativna utvara, ki ni resnična in to se vidi tudi, recimo, če pogledate to karto, to večkrat povem. Tale možiček, gledate 3 kelihe, ki so tukaj razliti in joče zaradi teh kelihov. V bistvu pa sta tle še 2 keliha, ki stojita po konci, ampak zato, ker se ta obremenjuje s temi 3, ki so tukaj politi, teh niti ne opazi. Ampak če bi se obrnil, bi potem videl tudi tale most, ki ga pelje potem naprej do tega njegovega cilja. In tako bo tudi pri vas, ovni. Nekaj boste iz preteklosti obžalovali, čeprav ne bi bilo potrebno. Samo da preštejem karte, imamo 9 plus 5 je 14, 14, ok. 14 je zmernost. Torej, tukaj bo pomembno, da ta čustva uravnate. In 9 palic govori o tem, da se bližate koncu nekega obdobja, da morate spoznati, da je to pač nek tak zaključek in da tukaj dobite vso neko samozavest nazaj, nekako morate biti samostojni, nekako. Jaz bi rekla tukaj, ta oseba, skoraj sigurna sem, da za večino ovnov gre tukaj za neko osebo, ki vam bo obrnila hrbet, ki vam bo nekako zapišla nož v hrbet ali pa karkoli takega in tukaj boste ovni obžalovali ta dogodek, nekako vam bo žal, da je sploh do tega prišlo, ampak vaša lekcija je, da stopate naprej. Blizu ste konca, blizu ste vašega cilja in bo uspelo vam bo tudi, če ste na tej poti sami, tudi če na tej poti nimate podpore, ker oni ste že tako v bistvu zelo temperamentni in ko si nekaj zapičite v glavo, gre se k temu cilju na vse ali nič, zato tudi tukaj jaz mislim, da nima smisla to obžalovati, ker boste sami zmogli še več.
Ovni, upam, da vam je bila ta napoved všeč, upam, da ste se z njo poistovetili in da veste, na kaj se nanaša. Če ne veste še, pridite enkrat sredi januarja, pogledajte si napoved še enkrat in mogoče vam bo takrat malo bolj jasno, kaj se dogaja in kako se bodo stvari odvile. Vesela bom vsakega lajka, če vam je bil video všeč, pustite mi kakšen like, tako bom vedela, da si želite takih napovedi še več v prihodnosti. Če imate kakršnokoli vprašanje, če bi radi kaj povedali, kaj dodali, če vas karkoli zanima o meni, o kartah, o mojem delu, napišite spodaj v komentar, prebrala bom vse komentarje in nanje tudi odgovorila. Če bi radi donirali, če je to nekaj, kar si želite, imate spodaj v infoboxu vse informacije. Zelo vesela bom vsake donacije, tako bomo v bistvu lahko nadgradili ta naš projekt in ga dvignili na malce višji nivo. V infoboxu imate še nekatere ostale informacije, če vas zanima, si definitivno poglejte. In to je to, ovni, želim vam lepo praznovanje novega leta. Uživajte in v januarju vam želim veliko uspeha, dajte ostati močni in pogumni, naj vas ovire ne spravijo iz vaše poti, ker ste tako ali tako zmagovalci. Lepo se imejte in se vidimo konec januarja z novo napovedjo za februar 2021. Čau!